Zlata skledica, pravljice iz vsega sveta. Rusica pregnala grdinico iz lisičje hišice, rezijanska pravljica. V osojah je bila lisičica in je šla prat plenice v potok, ker je imela male. Se je vzela in šla, pustila male doma in šla v potok. Ko je oprala, je dala sušit na zidek in prišla spet gor. Ko je prišla na vrata, je videla male lisičice pod klopjo skrite, za kotom pa veliko grdo grdino. Tedaj je zaojimje jekala: "Joj me, kaj je notri v hiši?" Potem pa si je le dala korajžo in je rekla noter: "Pojdite ven iz moje hišice." Grr, je zarenčalo za kotom, kot bi se prevrnili kakih lodi. Ne, ne grem ven. Lisica se je ustrašila, se obrnila in šla urno dol po ožišču, šla in jokala. Ko je prišla na Kolundrin breg, je srečala volka. Je rekel: "Dober dan, botrica." "Bog daj, botrček, kaj jočete, botra? Kaj ne bi jokala, ko imam grdino v hišici? Pojdite, bežite no, greva gor in jo bom že jaz izgnal." Lisica ponosna, da je volk bolj korajžen in ji bo izgnal grdinico. Sta prišla gor in volk jezno vanjo: "Bežite ven iz hišice moje, botrice." "Ja že ne bežim," je spet zarenčala tam gori v kotu. Te zdaj sta se obrnila oba in je jokal tudi volk. Sprva je jokala samo lisica, nazadnje sta jokala oba. Ko sta prišla dol k potoku iskat še koga za pomoč, sta srečala medveda. Tudi medved je pozdravil: "Dober dan, botrica in botrček." "Bog daj," oba v joku. "No, kaj je?" "Tukajle," je rekel volk. "Naša botrica lisičica ima grdino v hiši." "Pojdite, moč daje korajžo, gremo gor pa jo bomo izgnali." So šli vsi trije. Še prej, ko so izrekli do konca, da bežite ven iz hiše, je zarenčala in pokazala velike zobe. So se tako ustrašili, da so ušli. So šli in jokali spet, šli in šli in šli. Ko so prišli v kot na njivo, so srečali zajčka. Tudi on: "Dober dan, kaj je?" "Rajši molči." Niso mu niti odgovorili ne. "Dobro, ali je moč izvedeti, kaj je narobe?" "To, da botrica tule ima grdino v hiši." "Joj me," je rekel, "pojdite, jaz bom šel noter z lepo besedo in ji porečem, naj gre ven. Če nismo mogli mi, ki smo se jezili." "No ja," je rekel, "ampak lepa beseda pobije 100 norih. Pojdite, bom šel jaz." Je šel, so šli vsi in konec. Zajček je rekel: "Čakajte me tu na ulici, kdo ve, katera ulica je bila." Je šel počasi in prišel na vrata in lepo olikano pozdravil: "Dober dan, grdinica." Je samo nekaj zagodrnjala tam notri. "Ali bi ne bila, pravi, tako dobra, da bi šla ven iz hišice moje botrice? Ona se boji in tudi njene male bi lahko še zbolele." In ji je začel prigovarjati: "To ni lepo tako." Tedaj je skočila proti njemu, da se je ubogi zajček v hipu zasukal, se zaletel celo v podboje in je šel, ni pogledal nikogar. Je bežal naravnost čez bolovino in gor po golem in ga ni bilo nič več na spregled. "No, kaj naj naredimo zdaj?" So se spet spravili na pot. "Zdaj gremo dol po ravni." Ko so prišli dol pod ožišče, so videli Rusico na poti. "Dobro, kaj imate? No, kaj naj bi pripovedovali tebi? Ko nismo mogli mi, kaj boš vedela ti? Čujte, pojdite, bom šla jaz. Če nismo mogli zgrda, ni mogel zajec lepa, s čimle jo boš ti znala? Ah, je treba tudi malo zvijač. Pojdite, gremo poskušat." Je lepo šla gor in prišla na vrata. Ampak grdina ni videla Rusice, je gledala te velike, ki so stali pri vratih. In je godrnjala in renčala in kazala zobe. Rusičica je počasi šla zadaj za njo in lepo šla in jo piknila. In grdina je skočila do praga. Potem je Rusica spet šla počasi in jo piknila, jo skočila ven iz dvor. Potem je Rusica šla počasi in piknila grdino, da je skočila gor po ta veliki rob in si zlomila ta veliki zob.